Večer, včasih je tako zanimivo malo slišati, kaj človek počne v življenju. Ne? Še bolj zanimivo je pa poročevati človeka, ki pa je naredil bistveno več, kot si lahko sploh zamislite, kaj šele da ustvarite v svojem lastnem življenju. No, sem vzel kratke rokave zaradi tega, ker zna biti tema vroča. Čeprav je sneg zunaj. Ampak ne glede na to, je to malo tudi, se veste, malo mora si petije biti tudi z predmetom raziskovanja. Jaz sem moj študentov, ki je zdaj predaval na fakulteti za humanistične študije na Univerzi v Primorskem, študentu vedno rečem, da se moraš ne preveč simpatično, vendarle empatično vživeti v predmet raziskovanja. No in v tem mojem primeru je bil dolgoletni predmet raziskovanja prav v tem primeru osebnost Josip Broz Tito. Hvala. Bolj zanimivo kot vse skupaj je bilo tudi to, da so mi predvsem profesori na fakulteti rekli, Marko, veš, ti bi pa lahko nekaj posebnega naredil. Ne? Še zaradi tega, ker so vedeli, sam rad posebej delujem in so rekli, človeka, ki je posebej deloval ali pa je zgodovinska osebnost, ki je bil zelo kontraverzen, tudi v globalnem smislu, ga more prav taka oseba proučevati, ki na nekem recimo bolj na lokalnem nivoju ali pa na mikronivoju približno tako tudi funkcionira. No, to me je najprej seveda tudi, lahko odkrito rečemo, žalilo, ker sem rekel, dobro, zakaj me istovetijo zdaj s človekom, pravzaprav, ki ga tudi nisem maral, če sem čisto odkrit. Josip Broz Tito je bil za mene v otroštvu nekaj, kar nisem razumel in enostavno, nekaj vas je take iz moje generacije, se veste, ko so bili tisti filmi otroški ali pa kakšne risanke, pa ni bilo tistega, ker je bilo na sporedu napovedanega, ampak je prišel Josip Broz Tito in je govoril nepojmljive stvari. Otroci tega nismo razumeli. In iz tega naslova seveda nerazumevanja človeka potem nekako ne moreš privzeti za svojega. Težko se z njim poistovetiš. Še težje pa to razumeti, zakaj tega tako ne delaš. No in tukaj sta se potem trčili dve stvari, ki sta bili za mene popolna neznanka. Torej, na kakšni ravni funkcioniram jaz sam in na kakšni ravni je funkcioniral Josip Broz Tito, osebnost, ki smo ga v Jugoslaviji zelo dobro poznali, če ne direktno, pa saj indirektno. In seveda, kako so ga poznali tudi potem ljudje širše, v globalnem smislu, seveda tudi tisti, ki so ga imeli radi, ampak so ga sovražili. Torej, vse te napačne analogije, ki sem jih potem seveda moral najprej dojeti sam pri sebi, je bilo treba najprej na teoretski ravni osvojiti in potem seveda na neki praktični analizi to seveda začeti sestavljati kot neko zgodbo, ki ima potem na koncu nek rep in glavo in zato, da vam potem lahko danes, tudi če nam mogoče nekakšno vprašanje odgovorim, je bilo treba seveda to se lotiti tega študija. Moje predavanja so podobna kot pri študentih, ampak ne vas to ne užalim. Pri študentih je treba tudi začeti tam, kjer največkrat študentje se ne bi lotili stvari. In to je poglobljeno na samem začetku pojavnosti fenomena. Fenomen označuje vse tisto, kar lahko rečemo v humanistiki, kar ne vemo, znamo pa pojasniti. Ne govorimo o metafiziki, ne govorimo o neki filozofiji, pa ne govorimo niti ne o neki poglobljeni ideologiji, vendar o konsistentni teoretizaciji, recimo z nekimi metodami, opazovalnimi, primerjalnimi, lahko pa tudi analitičnimi. No, in v tem delu se mi je ta analitična metoda zdela zelo zanimiva, še posebej, ker mi jo je predstavil moj odličen mentor, psihoanalitik Matjaž Lunaček. Morda med vami kdo tega gospoda pozna. Jaz osebno sem pa zelo vesel v življenju, da sem ga srečal tudi vesel, sem še vedno danes to poudarjam. Zakaj? Zaradi tega, ker mi je najprej povzročil malo več težav pri študiju, danes sem pa seveda zelo hvaležen. Namreč zgodilo se je tako, da smo imeli predmet psihoanaliza in teorija želje. Super naslov, ampak potem, ko smo se tega lotili malo bolj poglobljeno, je bilo to potem treba bilo res korak študirati. Namreč, psihoanaliza se vse pogosto povezuje z Freudom. Vse v redu in prav, ampak tisti, ki površno razumejo Freuda, reče, ja, saj to je pa tisti psihoanalitik, ki se ukvarja z spolnostjo, pa večkrat je kakšne neumnosti trdil, kar seveda ni čisto res. Lahko pa rečem, da
je po mojem mnenju poleg Marxa Freud zagotovo genij, ki je človeka v zadnjih 100 letih najbolj globoko spoznal in proučil. Še več, hipoteze tako enega kot drugega genija, seveda, lahko tudi govorimo o Einsteinu, ampak vendarle o teh dveh, ki sta na področju humanistike, zagotovo človeka, ki meni, pa morda še koga drug zmog, pomenijo avtoritete, absolutne avtoritete, na katere seveda predstavimo, in seveda zelo radi navajamo in citiramo. No, in kot rečeno, Matjaž Lunaček nam predstavlja psihoanalizo s Freudovo teoretizacijo, in ko sem prišel po enih 2 letih z neko seminarsko nalogo, k njemu je rekel, Marko, tole bo v redu, ampak za kakšno 6-7 bi se zmenila. Sem rekel, lej, Matjaž, se fikamo smo kolegi, sem rekel, moja poprečna cena na študiju je 9,5. Ne bi rad pokvaril zdaj to z neko 6-7. Rekel, ja, Marko, pa je treba pa še malo študirati. In mi seveda naznani nov seznam literature in se moral sedeti ponovno 2 leti študija. Malo se mi tudi ni dalo mesto, moram priznati, pa še drugi spis sem naredil, pridem ponovno k Matjažu Lunačku in isto stvar prezentiram in to je bilo govora o teoriji subjekta, bolj poglobljeno o narcizmu. Narcizmu kot takno. No, tukaj vam lahko že povem, zakaj je ta narcizem bil morda zanimiv, zaradi tega, ker narcisov imate posod dosti. Pa tudi vsak se jih spomne, saj če ne iz svojega otroštva, pa kasneje potem iz službe ali pa recimo v okviru nekih zgodovinskih osebnosti zagotovo se spomnite kakšnega, ki vam je ali bolj priljubljen, kakšen je pa zelo sovražen. Pa med njimi lahko rečemo, kaj pa vem, je bil Hitler zagotovo tak, pa je bil Stalin, pa je bil Mussolini, pa je bil Berlusconi, pa je bil Pahor, dobro, to sem nekaj zašel, ampak recimo, da je vse on je rekel, pa so vatne. Zdaj kleščino ne bom toliko napadal, ampak v vsakem primeru se spojavim pri temu Matjažu Lunačku po 2 letih in rečem, no, Matjaž, zdaj pa mislim, da sem ta narcizem usvojil. No, fino, daj to bom pogledal, sem izželjal po parih dneh, pa prav Marko, ampak vse je lepo in prav, ampak to je tam nekje za 8, 9, recimo, bi se že zmenila. Zakaj? Prav, razumel si narcizem predvsem v tistem delu, ki se tiče moškega, to se pravi patriarhalnega, ali pa še več, ne, Freud pravi, ko dečki razrešijo Oidipov kompleks, ne, se potem lahko razvijajo eno odrasla osebnost, ne, iz prehoda iz pubertete v adolescenco se potem razvijajo lahko en normalen moški, ne. Ampak je rekel, veš, kako na druga stran, pri deklicah, tle si pa šibak, tle pa je bolj slabo, ne. Sem bral Žižka, ne, sem se pohvalil, pa ono Godina sem bral, ne. Ja, rekel, povedal, to so vse, oni na levičarsko-levi patriarhalni moški strani. Zdaj se treba pa lotiti še žensko stran. Seveda, lahko povem in se lahko pogovarjamo, ali pa vam povem, da ta del je dosti bolj težek, kot smo najprej rekli. Se pravi, razrešitev tega kastracijskega kompleksa in pa sploh poznavanje in spoznavanje ženskega funkcioniranja za moško družbo, predvsem za mlade, ne, moram reči, da je dobro povedati, kako deklice in potem kasneje ženske funkcionirajo. To je prej na sliki videni Josip Broz Tito vedel, ni študiral psihoanalize, verjemite mi, ampak je bil izreden pri tem, da je vedel, kako funkcionirajo ženske. Bil je izredno talentiran, kar se tiče prepoznavanja, funkcioniranja ženskega dela populacije, z moškimi je pa zelo hiter zaključil stvari, tako v šahovskih potezah 5 do 6 je zaključil. In da se vrnem nazaj še to zgodbico za uvod mora zaključiti, namreč potem se pa pojavil pri Matjažu Lunačku, ponovno še po naslednjih 2 letih, no je rekel, zdaj je pa v redu. Zdaj pa razumeš psihoanalizo, ampak na teoretski ravni. Zdaj pa treba to osvojeno teoretsko znanje preresti in aplicirati na neki praktični primer. Sveda, težko se je spraviti potem v neko klinično terapijo in imeti recimo 50 do 100 pacientov, s katerimi se ukvarjaš in potem delaš primerjalne analize, celo več delaš potem terapijo in potem ugotavljaš, kaj je s temi ljudmi narobe, oziroma morda niti ni narobe, ampak jim pomagaš v bistvu živeti preprosto.
Zato, da sem se potem lotil branja knjig Josipa Broza Tita, sem pa moral seveda se vzeti najprej veliko časa, predvsem pri selekciji blazne literature. Kot rečeno, z vedenjem in poznavanjem psihoanalize sem seveda lahko ob prebiranju vsaj tako po dolgem in počes kakšnih verov, predvsem knjig, ki so bili napisane v Titu, sem zelo hitro videl, kje je dosti nakladanja, kje je pa seveda tudi precej resnice. Lahko rečemo tiste resnice, ki pri človeku pride ven takrat, seveda nekdo hoče iz nekih racionalnih razlogov seveda povedati, kako je imel kdo kakšen odnos do nekoga ali pa sploh kako je doživljal, recimo nek sistem, v tem primeru titoizem, jaz ga pač tako poimenujem, ker je bila to kljub samo neka variacija na tisto poznavanje bolševizma, leninizma, marksizma, socializma in pa tudi kapitalizma, v katerem se je pravzaprav Josip Broz Tito rodil, tam malo čez, v Kumrovcu. Torej, kot rečeno, na eni strani opremljen z teoretskim znanjem ali prepoznavanjem psihoanalize, ne bom se seveda koval v visokega strokovnjaka, pa kljub vsemu toliko, da lahko rečem, da knjigo, ki sem jo napisal, se po zdaj že 3 letih, ni pravzaprav nobeden lotil v smislu rečemo tega trganja, napadanja, niti ne levičarski, niti ne desničarski, strokovnjaki raznih strok. Moram reči, da se še niso lotili te moje knjige, čeprav je že nekaj časa na trgu, pri tem, da jih seveda provociram ene in druge, da ne se lotijo, pa bi pač se rad zvagal, da vidim, kje sem oziroma koliko sem bil pri tem točen. Seveda tega mi ni strah še posebej zaradi tega, ker sem se tudi sam dal v bistvu testirati ustreznim avtoritetam, med njimi lahko rečem profesorju Rotarju pa Darku Štrajnu, ki sta v enem kontekstu zelo dobra strokovnjaka, se pa vsaj v smislu zgodovine, antropologije pa filozofije. Na drugi strani sem imel dr. Lešnika in pa tudi mojega dolgoletnega prijatelja in znanca Zmaga Šmitka, kolega in profesorja na etnologiji in sociologiji kulture. No in potem sem imel še enega, ki je, pa lahko rečem, ja, zelo poučen strokovnjak, in sicer Marjan Krajnc, general bivše Jugoslovanske ljudske armade, ki je bil dolgo leta obveščevalec oziroma obveščevalni vojaški službi in tudi napisal nekaj knjig o Titu. Za mene je zelo verodostojen kritik oziroma recenzent in seveda sem si tudi njegovo oceno te knjige privoščil natisniti na zadnji strani, kjer piše, da je ta knjiga najbolj objektivna študija napisana o Josipu Brozu Titu. To je bila za mene, rekel, maksimalna ocena, s katero se seveda z veseljem pohvalim. Rad pa referiram tudi zato, da rečem, da pač to knjigo, kdorkoli jo bo kupil, seveda to ni za sproščeno branje v večerih ali pa konec tedna, ali pa sploh, recimo, če predavam, kje ob obali, pa rečem, to ni za plažno branje, ampak se v bistvu tega sistematično lahko kot bralci lotite, tako kot sem se jaz tega lotil pisanja. In zdaj v primerjavi s tem, kar sem doživljal in to, kar sem napisal, vam lahko razložim, lahko bi trajalo to zelo dolg časa, pa bom to probal skrajšati, ampak šlo je predvsem za 3 segmente, v osnovi pa 2 najbolj, da rečem, kardinalna. V prvem delu je prikaz sploh tega, kako družbe v zadnjem času funkcionirajo, kako funkcionirajo iniciative civilne, torej družbene, kako nastaja narcizem oziroma kako nastajajo narcisi v takšnih družbah in v drugem delu predvsem Josip Broz Tito, kjer ga analiziram vse od otroštva naprej, po psihoanalitični metodi, torej od tiste prve oralne faze pa do pozno genitalne, torej ta psihoseksualni razvoj človeka je potem zapisan od malega Jože do tako imenovanega velikega Joža. Mislim, sem prav to spregal. Tako, približno, v glavnem po letnicah,
Malo sem si dovolil tudi eno metodološko elementacijo ali pa bolj rečeno grafični prikaz tega, kako funkcionira človek recimo na svoji osebni ravni in kako to potem v zgodovinskem kontekstu zgleda. Recimo za en primer povem, da je bil Tito je bil recimo 1917. V Avstro-Ogrski vojski, so ga ujeli boljševiki in recimo 1917. Se izpelje oktobrska revolucija. Recimo, da je ta slučajnost, ki ni morda slučajnost, se ujame v tem mojem grafičnem prikazu. Ali pa morda se še kdaj kakšna taka stvar ponovi. V knjigi je to grafično prikazano, to, kar bom pa zdaj govoril, pa ni nujno, da je ta sosledje. Malo bo mogoče izgledalo tako, kot če bi Slavo Žižek predaval, malo še zafreham, malo naprej, malo nazaj, ampak z vsem spoštovanjem Slava Žižka, ker je odličen retoričen predavatelj, se bom jaz probal z mojo malenkost temu tudi približati. Torej, Josip Broz Tito je bil popolnoma preprost človek, ki se je rodil zelo blizu teh vaših krajev. Josip Broz Tito zagotovo ni bil, da razrešimo to dilemo, zagotovo ni bil nek ruski, poljski ali kakšen že agent, ki so ga naučili nekih veščin ali političnih, vojaških in takšnih in drugačnih, vodenja, pogovarjanja, karkoli že ali življenja. Josip Broz Tito je bil rojen v Kumrovcu, vzgajali so ga starši podeželskega stanu in kasneje iz otroštva v odraslost se potem sam zaradi determinant iz okolice izoblikuje v človeka, ki je bil nekako uporniške drže in narave in zaradi tega uporništva in te drže ga je gnalo k temu, da je seveda za sabo množice potegnil z mehanizmi parol, manter ali pa prepričevanja. Strokovno bi lahko to nekako potrdil ali pa zagotovil tudi z dvemi močnimi argumenti. Namreč, ko sem z Žarkom Petanom po času raziskovanja se pogovarjal v Laškem, ko je bil še malo na nekem zdravljenju, je Žarko Petan rekel, tudi jaz sem bil prepričan, da je Josip Broz Tito kar nekdo, ki ga je Kominterna izobrazila in poslala potem v ta prostor, kjer je deloval tako, kot je deloval. Vendar, pravi, sociolingvisti, tudi lingvistični pragmatiki pravijo, da se maternega jezika ne moreš nikoli pozabiti ali pa naučiti drugače, da te ne bi drugi prepoznali. Jaz verjamem, da vi, ki sedite tukaj, recimo Silvo, ki prihaja iz Rogaške, pa recimo nekdo, ki je Šmari, zagotovo v Ljubljani nekomu predstavlja nekaj, kar je skoraj podobnega. Vendar v tem okolju bi pa že lahko prepoznali, da je bistvena razlika govorice v Rogaški ali pa v Šmari. Včasih se zgodi, da je že morda čez potok, tam je gor pri Jelšingradu, pa morda na tej strani že govorica malo drugačna. Že malo drugače potegne akcent, na glas in tako. Vendar, lingvistična pragmatika je pri tem egzaktna. Maternega jezika se ne da naučiti, da rečeš, moj materni jezik je pa, ne vem, štajerščina, pa reče dolenščina, pač to ne gre. To so kulturni areali, v katerih seveda ljudje funkcionirajo, vendar materni jezik lahko dosega radius največ 4 do 5 kilometrov. No in Žarko Petan pravi, če so to sociolingvisti ugotovili, potem je bil kot generalni direktor v možnosti in priložnosti, da je šel v arhive RTV-ja pogledati, kjer se je Tito pogovarjal s Kumrovčani ali res se pogovarja v kumrovščini, oziroma tako naravno tistem jeziku. Ja. No in takrat je potem povabil nekaj strokovnjakov, na RTV-ju pa se predvideva, da so strokovnjaki in so se usedali v sobo in so gledali te reportaže iz Kumrovca. Je rekel Marko, 1:1. Ni bilo napake. Torej, iz tega sociolingvističnega aspekta je zagotovo en najmočnejši argument prav ta, da je Tito s Kumrovčani govoril tako, kot Kumrovčani govorijo med sabo. Pri tem je vedel za imena sosedov, vedel je, kako je v času, ko je on odraščal tam do leta 1899,
kako je potekala komunikacija z avtobusi oziroma kje je bil ta prvi vlak, on je to vse vedel. Torej se je z ljudmi, s katerimi se govarjal tam okrog leta 57 do 60, takrat to je bil obdobje, ki ga je Žakov tam gledal, so seveda ugotovili, da Tito to ve. In evo, zdaj se spomnim, Silvo, da sem se pogovarjala, da sem jaz delal za tale zdraviliški kompleks v Rogaški, tam leta 87-88, in jaz se danes spomnim, kako je bilo takrat. In zdaj, ko sem prišel v Rogaško, za mene je to čist drugi svet, druga stvar, ampak jaz se spomnim, da je tam bil Bizjak direktor, pa je bil Zorin prokurist. In danes teh ljudi morda niti ne bi na ulici prepoznal, ampak toliko nazaj, ker ni to nazaj, to je toliko približno, kot je Silvo stavlja. Sem jaz v bistvu po Rogaški hodil in vedel, kje je bil tisti steklenjak tam, ki ga danes ni več, ampak jaz ga imam v memoriji, da je tam. Jaz se ne moram naučiti nekaj iz Rogaške, če pa to nisem doživel oziroma videl. Jaz recimo se spomnim, da je v hotelu Dona delal Jurič kot vodja recepcije. Jaz ne vem, kje je ta človek, ampak jaz vem, da je takrat tam delal. Razumete? In na ta način, po tej analogiji, tudi Tito se pogovarjal za Kumrovčane. In ni mogel biti kiksa, zaradi tega, ker če nekdo nazaj vprašal, to sem rekel, ti poslušaj, kaj pa Hrepevnik, ti je poznan ta ime. Ja, prav, to je pa od mojega sošolca oče, se je rekel, ne? No in s tem človekom so obilo v vojsko. Pri 30 leti so šla v Bileč v vojsko, letos je 30 let. Razumete? In na ta način seveda najprej razrešimo to dilemo, da je Tito bil res Tito. V tem kontekstu seveda tudi še jaz sam naprej malo raziskujem zadevo, da bi čisto dokončno, da tako rečem, to dejstvo utrdil in potrdil. Mi manjka morda en DNK dokaz. DNK dokaz se lahko najde v kakšnem glasu. Recimo, če bi najdel kakšno oblačilo, to bi se tudi morda še celo najdel, ki ga je nosil Tito, sodelujem z Muzejem istorije Jugoslavije v Beogradu, kjer bomo se pa morda lotili ob malo bolj tesnem sodelovanju tudi pregledovanja osebnih predmetov, ki jih je Tito imel. Tam bi morda najdel nas in po DNK metodi bi lahko ugotovili, ali je Tito res to bil ali ni bil, ker njegovih potomcev je tudi še kar nekaj živih, in tako po tisti varianti, kot pravi, da se Turinski prt vendarle dokazano datira v 12. stoletje, ampak ne nazaj, torej do Kristusovega mučenja in končanja. Se pravi, da imamo danes možnosti, tehnične možnosti, da dokažemo, da je človek dejansko tista oseba, za katero se predstavlja. No, to je bila prva dilema, s katero smo morali v bistvu razčistiti, pa tudi malo, da vam v bistvu razložim, da je okrog tega bilo za začetek vloženega precej serioznega dela, saj v tem kontekstu, da se ne ukvarjam z napačno osebo. No in kot že prej omenjeno, sem povedal, da obstaja knjig o Titu vsaj v slovenščini, hrvaščini, srbo-hrvaščini, srbščini in teh južnoslovanskih jezikih približno 400. Na leto jih izide tudi 2 do 3 novi. Lansko leto je izdal kolega Pirjevec, eno takšno, ampak se, mora reči, v veliko knjigah avtori tudi dostakrat ponavljajo. Če seveda ne vnesejo kakšne populistične razlage, potem so zadeve več ali manj ponavljanje tistega, kar že vemo, oziroma veste, vsaj tisti, ki ste se s Titom že kdarkoli srečevali ali pa slišali, ali pa zdaj recimo Zafranović predstavil tudi v bistvu serijo teh intervjujev, s katerimi se je ukvarjal zadnjih 8 let. Se pravi, najprej bilo treba narediti selekcijo ustrezne literature, se pravi zdrave od tiste, ki jo imenujem seveda nezdrava. Zakaj nezdrava? Zaradi tega, ker ti pokvari zdravje, če čitaš kaj tazga. So pa kakšne zanimive, luškane knjige, saj tista recimo Tito in vse njegove ljubice, ki pa je povezana s tem, da je Tito resnično naročil Radunoviću, da gre pogledat vse tiste ženske, s katerimi je imel oficialno opravka, pa tudi malo manj oficialno opravka, da jih obišče in vpraša, kako so, pa da mu malo poroča nazaj,
kako se te gospe držijo. No, med njimi je bila tudi seveda Herta Haas, ki smo takrat odvideli zdaj v teh serijah, ampak ne bom se lotil Herte Haas, pa še tudi kar nekaj drugih. Nekaj jih je pa Tito tudi sam cenzuriral. Torej, če je bilo tam napisano, da je Radulović najdel 25 teh ljubic, potem je bilo teh ljubic zagotovo, ja, 10-kratnik, še par 10 teh. No. Tako da Tito je bil kar zelo aktiven okrog tega. Tudi že pred tem je bil vesele sorte. Naučili so ga pa tega Rusi. Pa še kaj drugega. Ampak v Rusiji se je v bistvu naučil marsikaj, pa če preskočim nazaj v ta obdobje, kot rečeno, 1914 je Tito bil poklican v takrat Avstro-Ogrsko vojsko, tako je poslan v bistvu na rusko fronto. Tam je bil zelo hitro zastreljen oziroma ranjen in potem so ga v Sviščak peljali v bolnico, kjer se mu je zelo dopadlo. Pač tam je bilo za jesti, na toplem je bil, medicinske sestre so bile zelo simpatične in čez cesto je imel knjižnico, kamor je hodil, seveda malo koketirati z Rusinjami. Seveda so ga bolševiki opazovali, ker je bil slovanska duša in potem so ga tudi ustrezno prepričevali in so mu rekli, lej, vidiš, mi bomo tako delali, mi bomo tako, pa dej, zakaj bi ti bil tam za te Avstrijce pa Avstro-Ogrsko monarhijo, če pa naša etika, naša morala nastavljena pač po modelu marksizma. Titu sta bile tukaj všeč vsaj dve stvari. Prva je bila ta, da je Tito zagotovo koketiral z etiko. Ne toliko krščansko, kakor na splošno socialno etiko. Torej, zelo težko je gledal revščino, lakoto, nepravičnost, še posebej pa je zelo težko gledal razmere, v katerih so se nahajali ljudje na podeželju ali pa delavci potem kasneje v mestu. Zelo bi lahko te stvari primerjali tudi z današnjo sceno, kjer tudi jaz trdim, pa sem zdaj tudi rekel za kakšno medijsko hišo, da se bo slej ko prej rodil ali pojavil Tito. Ker pač takšnih, tako rečem, pritiskov, ki so na današnjo družbo, verjetno ne bo dolg časa možno kar nekak tlačiti pod preprogo. V času Tita je bilo tako, da recimo v zimskem obdobju, seveda sploh pa za časa praznikov, so običajno prišli iz cerkve, pa so rekli, ali priženjene hiše, ali za kakšne druge darove, da so v bistvu kmetom ali pa ljudem vzeli še tisto, kar so imeli, ali pa zaradi žegnjene hiše, so seveda rabili tudi v cerkvi svojo tako rečem, ekonomijo, in Tito je najprej to zagotovo zavračal. Zagotovo, tega pač ni mogel zdržati. Jaz moram reči, tukaj zelo odkrit, pa nisem proti krščanski religiji ali pa splošno proti religijam, pa vendarle tukaj zaradi obdobja ali pa zaradi same socialne konstelacije tistega obdobja, to moram povedati. Druga stvar je bila ta, da je Avstro-Ogrska vojska zaradi vojn, ki so jih imeli ves čas potrebovala mlade vojake oziroma vojsko, predvsem moške. In tam, kjer so veliko številčne družine, kjer je bilo 10-12 otrok, seveda so običajno prvorojence, vsaj 3-4 so takoj vzeli v vojsko, takoj, ko so bili za vojsko sposobni. In ko je, recimo, Tito to gledal, ga je zagotovo stisnilo, ker je bil pač tako pogojen. Namreč, največkrat se ti otroci ali pa te fante niso vrnili nazaj domov in na domačiji ali pa v slugi, tako rečem na služenju, potem ni bilo sile. Ostale so potem doma dekleta, stari ljudje, da rečemo starši, stari starši, ki so bili to velike družine, ali so pa celo te vojaki, mladi fanti prišli nazaj domov kot invalidi in so bili spet na plečih teh ubogih družin. Tita je to dejansko stiskalo in v sebi enostavno čutil revolt in je iskal samo verjetno priložnost, kako bi se temu uprl. Če ne miselno, potem kasneje to realiziral v dejanskem.
Naslednja stvar, ki se je dogajala Titu, je ta stalna lakota, stalno pomankanje hrane. Veste, tudi danes govorimo zaradi tega, ker se tudi jaz sam rajem. Vi kot lejoti, danes vsaka čast mora reči to, ko boste ta prispevek dali naprej, je to v bistvu sam za pozdrav. Ampak je nedopustno, da se humanitarna organizacija ukvarja s tistim, kar bi se morala ukvarjati država, kar bi se morala ukvarjati družba. In danes, če bi se postavili na mesto Tita, smo lahko vsi analitiki, laični analitiki, pa vemo, da to ni dobro. Ampak Tito je iskal rešitve. Mi danes rešitev seveda zavrtimo skozi to, da naredimo neko akcijo, dajemo si, zberemo denar, v tistem trenutku seveda nekoga zadovoljimo, ampak ne moramo zadovoljiti vse. Enostavno ne moramo. Vidim, da ste tudi drugi kolegi z značkami Lions. Jaz sem Lions že 17 let. Mene potre to, ko vidim, dejansko so otroci lačni. Druga stvar je, ko vidiš hendikepirane otroke, ki enostavno jim je življenje, radost, veselje, mi, ki smo pa zdravi, ki smo mentalno po sebi, pa ugotavljamo dejansko, da so oni bolj srečni kot mi. Ampak njihov nasmeh, ko mu nekaj poveš, ko mu pomagaš ali pa mu zaaplaudiraš, ko dobro zapleše, kot nekaj dobro zapoja ali pa ko nekaj naslika, takrat ugotoviš, da smo pravzaprav ljudje. In Tito je bil v osnovi točno tak. Bil je preprost človek, ki je razumel pravzaprav vse te mehanizme, ki so bili popolna zdrava logika. Zdrav nič drugega. In ko je znal to zdetektirati, je seveda tudi ustrezno iskal morda celo mehanizme ali pa celo izhodišča, kako bi zapeljal to zadevo v drugo sfero, v drugo plat. In pri temu je, vsaj tisti, ki smo malo starejši, lahko rečemo tudi uspelo. Kako mu je uspelo, zakaj je uspelo, seveda tudi nekaj malo v knjigi, težko je pa napisati vse detaljno, pa vendarle psihoanaliza seveda razlaga, da tisto, kar je v otroštvu, v otroku potlačenega, potem se v odraslosti reflektira in se odraža in manifestira kot refleksija na tisto, kar je bilo potlačenega, oziroma tisto, kar je bilo v njemu determiniranega, je v bistvu potem v neki manifestaciji potem izraženo v odraslosti. In Tita so te potlačitve, vsi ti pritiski, govorim v knjigi o zlomu in prelomu, so ga večkrat prelomili, nikoli zlomili. Če razložim te stvari, zlom je tisti, če pomagam, ko nekdo reče, kdo dobil živčni zlom. Po živčnem zlomu človek ni nikoli več pri sebi. Ko se pa prelomi, je pa še zmeri možnost, da se zvleče, ker se je samo prelomil. Recimo reče, ok, zdaj sem pa križ na lomu, ampak ta križ še zmeri lahko naštelamo čez čas in potem človek spet funkcionira, pa ga spet najmalj prelomiš, vendar ko je zlomljen, je invaliden. In Tita je v bistvu, so ga te prelomi samo krepili. In tudi, če ponazorim to v telesnem, tisti, ki dela težaška dela, on mora tudi v bistvu svoje telo krepiti oziroma mora trenirati, zato da je njegovo telo natrenirano. Verjamem, da tisti, ki so delali v steklarni v Rogaški, so morali trenirati svoje telo zato, da se lahko steklo pihali, zato, da se lahko na tisti vročini zdržali. So morali trenirati, ker drugače niso preživeli. Še več, če gledamo, da iz ekonomskih razlogov nekdo ni mogel vzdržati na delovnem mestu, seveda potem ni mogel dobiti tudi plače. Ker rezultat dela je plača, učenja je pa spoznavnostni proces. Tito delo na dveh področjih, na prav obeh področjih, torej na fizičnem in psihičnem. Na fizičnem se je krepil vsaj v tem, da je bil ves čas, danes sodobno rečemo, da je bil fit, je skrbel za to, da je bil njegovo telo ves čas ali zdravo, krepko, in da je v bistvu temu primerno lahko potem tudi drugim kazal, kako je njegovo telo močno. Še več, Tito je v bistvu želel malce več nadstandarda, ker
tudi recimo, če dam primerjavo spet, tiste vojaki, ki so pešaki, ki hodijo po tleh, oni imajo v bistvu projekcijo in percepcijo in aspekt iz pešaka. Titova ambicija je bila biti konjenik. Namreč, on je bil konjenik in je njegov aspekt na konju bil popolnoma drugačen. Tudi njegov status na konju bil drugačen. Že ljudski pregovor pravi, da je s konja na psa padel, ali pa še hujš pa s psa na tla, se pravi, da je njegov aspekt gledanja bil pa tudi movinga ali premikanja, je bil iz koncepta konjenika, ne pešaka. In tukaj gre v bistvu za dve različni ambiciji, in zdaj, če nekdo reče, jaz bom samo vojak pešak, je to en koncept, tisti, ki je bil pa na konju, je pa drug koncept. In kaj se tukaj še ena stvar zgodi? Zanimiva, Tito je bil v Avstro-Ogrski na nekem sablaškem tekmovanju prvi v vojaški tej disciplini sabljanja. In ta sabljaštvo ni bil na parterju, ampak na konju. To različni viri, ali pa to, kar sem pisal, tega detajla ne opišajo. Žarko Petan je prišel toliko daleč do tega, da je dejansko ugotovil, da je bil Tito sabljač na konju, kar pomeni, da je imel izredno psiho in fizično veščino dodelano. Pri tem, moram še to reči, da pa takrat mu na tistem prvenstvu prvega mesta niso dali zaradi tega, ker je bil Slovan. Zaradi tega, ker je bil ne nemška ali ne germanska duša in so mu v bistvu potem dali drugo mesto na temu sablaškem prvenstvu. Vendar, Tito, kakršen je bil, trdim narcis, počas bom zdaj upeljal to elementariko narcizma, si je potem dovolil, kasneje, tam okrog leta 63 oziroma 64 strani Avstrije to medalje celo podeliti. Pač narcisom nikoli ne vide kakšen tak detajl, še posebej zaradi tega, ker ga dolg časa memorira. Oziroma še več. Narcise določeni recimo napadi na njegovo narcistično držo seveda celo lahko ukrepijo, vendar nikoli tega ne pozabijo. Zdaj, eni so pri tem lahko maščevalni, drugi pa seveda do konca ostajajo pri tem, da realizira svojo ambicijo, kakršnokoli že je. Bom še prišel malo do te stopnje, ampak vendar nazaj v otroštvo. Vse veste, da je Tito večkrat govoril o tisti zgodbici, kako je ukradel svinjsko glavo mami, pa potem jo skuhal in v bistvu potem razdelil, torej tisti knjigi Deček sotle, kjer je v bistvu svinjsko glavo skuhal in jo razdelil med brate in sestre. Ta bratstvo in jedinstvo je pravzaprav izhaja že iz tistega otroštva. Namreč, na simbolni ravni svinjska glava seveda ne predstavlja neke blazne kulinarične specialitete. Ali pač. Ampak takrat je bilo to bolj pomankanje, kot kar kdajkoli drugega. In Tita je presenetilo pač to, da ga mama ni ustrezno kaznovala. To ga je bolj prizadelo, kot če bi ga. Zaradi tega, ker je tudi sam začutil v sebi, da je mama imela določen zadržek. Zadržek je pa imela zaradi tega, ker je sama vedela, da so otroci lačni. In če ukrade otrok nekaj, zato ker je lačen, potem ni prav, da zaradi tega tepe. No in tukaj je Tito začutil delovanje tega, ali je delo prav ali delo narobe. Mi govorimo o Robin Hoodu, poznamo zgodb še in še o njem. Ampak Tito je bil v bistvu Robin Hood za ta področje, ali pa za področje Jugoslavije, zagotovo oseba številka 1. Preskočim na obdobje leto 1945, ko je bila Jugoslavija razbita po drugi svetovni vojni. To ni bila Slovenija 91. leta, ampak to je bila Jugoslavija s cirka 22 milijoni lačnih duš, lačnih, zaostala agrarna država, pod pritiski Stalina in zaveznikom na drugi strani. In zdaj vas vmes lik, ki se imenuje Josip Broz Tito.
in seveda nekaj članov ožje elitne komunistične partije, centralnega komiteja, ki so možganski trust in rečejo Titu, seveda on se pa odloči, ni bi pa takole. Pri tem mu je seveda pomagal zelo Kardel, Kidrič je bil še živ, pa tudi Rankovič je bil, pa Džilas in še nekaj teh, ki so mu seveda kot strokovnjaki, kot ožji svetovalci dali napotke, kako naj s to Jugoslavijo pač nekaj naredi. Moje zadnje raziskave v primerjavi, kaj je Jugoslavija naredila med letom 45 in letom 65, pa Slovenija med 91 in 2011, ja, možda vam ne povem. Sej, morda niti treba tega prav posebej razlagati, ampak samo za okus. Jugoslavija je bila leta 57 šesta največja država na tem svetu, ki je imela močen ladijski transport. Šesta. Zato, da bi vedeli, o kakšni dimenziji govorimo. Ena velika ladja preko oceanka je danes vredna 30 do 50 milijonov evrov. Takšnih kant je imela Jugoslavija toliko, da je lahko bila šesta na svetovnem rangu. To govori javno ravnatelj pomorske šole, ki je bil dolgo leta kapetan dolge plovbe in statistično seveda kot predavatelj to tudi seveda lahko argumentirano dokaže. Ko sem to predaval zadnjič v Krajevs klubu v Popru, mi seveda Koslina pravi, ja, veš, ampak Jugoslavija je bila tudi 10. največja po izdelovanju teh ladij. Zdaj rečeš, Jugoslavija, 22 milijonov ljudi, še recimo dobrih 20 let po drugi svetovni vojni. Kar ne nadamo 10. Zdaj se pa mi spomnimo 10 največjih držav na svetu, ki danes so glavni igralci. Kitajska, Indija, Amerika, Japonska, Francija, Italija, Anglija. Lejte, mi hitro pridemo že do 10, pa niti nismo omenili, recimo, ne vem, Bahrajna, pa recimo takšnih, ki imajo danes bio nafto. In še ena primerjava. Tista ladja od 30 do 50 milijonov evrov ima tank za mazut, v katerega natoče za 1 milijon evrov goriva. Kako to treba plačati? Veste? To se ne šušta, še malo razlagal. Našemu aktualnemu ministru za finance. Zato, da se pogovarjamo o dimenziji, ne da se pogovarjamo o gospodinski ekonomiji. Torej, Jugoslavija je štartala s Titom na čelu, leta 45 od nule, od nič. Še več, lahko bi rekli z minusom, ne? Seveda pa tudi malo z mogoče slabimi dejanji, ne? Ki pa so bila pač dejstva. Tukaj mislim na te pogoje, teh, ki so jih zavezniki porinili iz Avstrije čez mejo v Slovenijo. Morda moram tudi to malo pojasniti, prav zaradi tega, da bi bil objektiven do Tita, ali pa da pojasnim ta eksces, ki pa je, lahko rečem, eden večjih madežev v življenju Tita ob Golem otoku. Če bo čas lahko tudi v Golem otoku. Ampak vendar je ta, ki se je zgodil neposredno po dokončanju druge svetovne vojne. Moj kolega Perjevec se tudi nekaj sprehajal po arhivih. Zakaj govorim bolj sprehajal? Sem malo želil do tega, pa celo ciničen, zaradi tega, ker na koncu, potem, ko je nam predaval, koliko je bilo dejansko teh žrtev, ni nikoli povedal ta prave številke. Ampak jaz nisem zgodovinar, zato pričakujem od zgodovinarjev, da končno enkrat zavedno prinese številko ven in rečejo, toliko jih je bilo ubitih. Ne, da se špekulira, pa se reče, jih je bilo 20, pa jih je bilo 25, pa jih je bilo 50 tisoč, morda celo 100 tisoč. To so ogromne številke. To je tako, kad bi rekel, avto kupam za 30, 40, morda pa za 100 tisoč evrov. Ampak to je velik preskok, če gledamo to iz enega
recimo družinskega proračuna. Ko pa govorimo o žrtvah, pa sploh ne moramo takole čez prste se pogovarjati. Lahko pa pojasnimo eksces, ki je nastal in zakaj je nastal, oziroma zakaj je v bistvu tako tudi končal. Namreč, ko so ulovili nemškega generala Lera, se je vedlo, da bo zadeva dokončno končana. Torej, te zadnje nacistične celice, ki so delovale na področju te tako imenovane Jugoslavije, Kraljevine še takrat, je bilo jasno in tudi še bolj kot to, napetost se je takrat ugasnila, ko so generala Lera spravili na varno. Takrat so tudi zavezniki dobili sporočilo, predvsem pa Angleži in Avstralci, so dobili sporočilo, da je vojna končana. Nekaj malega smo se še prerekali okrog Trsta, vendarle na drugi strani, gor na Koroškem, je bila ogromna količina teh takovanih kolaborantov, kvizlingov in pa še teh vojaških struktur, ustaških, četniških, plavogardističnih, pa morda še takšnih, ki niso bili čisto povezani, pa vendarle naproti osvoboditeljem ali narodosvobodilni vojni ali vojski. In ko so zavezniki ugotovili, da s to maso ljudi, ki pa je po podatkih, s katerimi jaz seveda ne morem čisto verodostojno nastopati, da je bilo teh ljudi približno res 35 000, je bilo treba s temi ljudmi nekaj narediti. Zdaj, ali takoj se z jugoslovansko vojsko dogovoriti, da grejo v zapor, ali pa bi jih morala potem zavezniška vojska po ključu razdeliti v države alianse. Ampak to so ugotovili, da imajo pri tem Angleži, Francozi, pa Američani, seveda, da imajo pri tem lahko velike težave. Tako kot pa danes Amerika z Guantanamovom težave. Zdaj ne vejo, kam bi dala ona ljudi. Sami jih pa nočejo imeti. Pa sami so jih tja pripeljali. In zdaj seveda, kaj bojo poslali nazaj tam v Afganistanu, kam jih bojo dali. Se veste, da tam bojo tako končali, kot so te končali tukaj. Kaj pa reči? V Jugoslaviji ni bilo hrane. Te ljudi bi bilo treba dosmrtno imeti v zaporih. Treba bi bilo po principu Nürnberškega procesa ves čas peljati neke akcije, angažirati vso strukturo sodišč, prič, zasliševalcev, ne vem, iskanja dokazov. Na drugi strani so pa ljudje, ki so se pa borili in so lačni. Je treba narediti spet hišico, začeti obdelovati zemljo, zato da bi lahko jedli, preživeli. In takrat je bila verjetno stiska v ožji skupini centralnega komiteja, komunistične partije, prav ta, da bo verjetno treba narediti prav tisto, kar se je zgodilo. Likvidacija in to pač na takšen način stisniti zobe in reči, smo padli v tako zadevo. Tukaj sem tudi hotel v bistvu od Janeza Stanovnika dobiti neko informacijo, pa me je zavrnil. Še celo tako daleč je šel, da je rekel, da on pa o tem nič ne ve. No, zadnje 2-3 leta ga poslušamo, da pravzaprav ve, da je bil zdrav. Ampak jaz ga ne bi kritiziral, gospod je že v letih, je dal tudi svoje skozi. Ampak, kot pravim, do tega ekscesa bi se vsaj na ta način lahko opredelil, da je do tega prišlo predvsem zaradi tega, ker je bila ne politična, ampak ekonomska stiska pač osvoboditeljev, da ne rečem komunistične partije, ki je peljala to osvobodilno revolucijo. Seveda je treba pa tukaj jasno reči, Tito je bil s tem v zvezi kriv. Vendar, dokler se mu krivda ne dokaže, veste, je težko reči, ja, ti si kriv. Zakaj? Je zdaj tle, rekel neko, ne rečem upravičilo, ampak zakaj ne moram zagotovo reči, ja, je bil kriv. In nekaj drug, noben se ne bo smel tega privoščiti, da bo rekel, je Tito kriv. Zakaj? Nikjer na tem svetu ni bila vložena obtožnica proti Titu prav zaradi tega ekscesa. Jaz moram reči, da niti v nobenem arhivu, pa niti od nobenega zgodovinarja, ki so bili za ali proti Titu, nisem dobil te informacije. Da bi bilo še da ne rečem v času njegovega življenja, ampak
po njegovi smrti, ker, veste, zločin po človeštvu nikoli, oziroma boj in kaj tazga nikoli ne zastara. Se pravi, lahko tudi posthumno obsodiš, da je bil kriv. Ampak tega ni noben storil. Še več, ne, na njegov pogreb pridajo vsi tisti, ki so bili še vedno nasledniki ali pa udeleženci v drugi svetovni vojni, ki so bili, lahko rečemo, nasprotniki ali pa podporniki delovanja Josipa Broza Tita. Celo več, na tisti tribuni so stali smrtni sovražniki. Če si boste pogledali tisto sliko, boste videli, da tam seveda niso jih dali ravno en zraven drugega, ne? Recimo, da enega Arafata niso bili postavili zraven izraelskega rešeja, ki tam stalo, ne? Pa tudi angleška delegacija je stala ravno blizu indijske in tako, no? So bili zelo okrog tega pazljivi, ne? Ali pa recimo, ko je Tito pomagal, da so se praktično afriške države osvobodile kolonializma. Ni nobeden Tito očital, da je bil on huskač. Zaradi tega, ker so jugoslovanski oficirji hodili v Afriko, oficirje uporniških gibanj izobraževati v smislu vojaških veščin. To ni noben govoril. Nasprotno, Tito je v Združenih narodih govoril in žugal s prstom. In še več. Tito je govoril o treh stvarih. Govoril o mladih, govoril o znanju in o miru. A se vi spomnite kakšnega politika iz aktualne politike, ko o tem govori? Ne? Mogoče je kdo slišal to. Jaz sem zadnjič rekel predsedniku parlamenta, Gregor Lira, to se rekel Virant, Gregor, škaj, mlade ni treba do konca sprovocirati, ker drugače boste tekli dlje, kakor je pomeni, ne? V psihoanalizi rečemo, da je to borderline, ne? Ampak politika se običajno zelo daleč približa tej borderline, narod se pa ne ostavil, ker ne ve, kje je ta borderline. In Tito je ves čas, v času svojega delovanja, pelil vse tiste ljudi, reči tako kot Mojzes, jih je pelil vedno čez borderline, vedno jih je pelil čez. In oni so njemu verjeli. To nakazuje, da je on kot narcistično pogojena osebnost, seveda v sebi ves čas postavljal ali vzpostavljal karizmo. To je kot kult osebnosti. Na tem delu je to gradil. Iz otroštva gor, to ne nastane potem kasneje, ko priješ kot poslancev parlamenta, ne, in potem nenadoma že kar vse znaš. To vidimo zadnjih 20 let, ne, kako se teli naši poslanci znajo obnašati, ne. Ali ne. Tito je bil pri tem, kot sem rekel, izredno pozoren do sebe in do lastne osebnosti, oziroma do njegovega kulta, ki ga vzpostavlja. Tito je vedno rad videl, da so ljudje med sabo lepo pogovarjali. On je vedno nastopil en do drugega z neko stopnjo vljudnosti. On je bil nesramen edino takrat, ko je začutil, da je njegovo življenje ogroženo. Do takrat je nastopil do vsacga z nekim, recimo temu, načinom lepih manir. In seveda, zato je pač moral tudi nekaj vlagati v sebe učenja, predvsem pa veščin. Bojan Adamič, pokojni mojster in skladatelj, tudi meni osebno rekel, veš Marko, jaz sem na lastna ušesa slišal in potem videl, kako je Tito igral klavir. Ampak veste, nekdo, ki se je rodil v Kumrovcu, reče, ok, pa sem imel glasbene šole, pa kje se zdaj ta človek učil? Klavir igrati. Ja. Eni rečejo, ja, se v gostilnah je delo zaradi tega, ker natakarji so bili lepo napravljeni, ne? A veste, pa potem je zaradi tega bil on zelo lepo napravljen, ne? To je lahko tako rečem, tako površno ugotavljanje. Vendar, če se probamo uživeti v obdobje 70, 80, 90 let nazaj, so bile gostilne osrednji medijski prostor, tudi druženja. Čez gostilne
so pretakali vse informacije in v gostilnah so potem bili razni umetniki, dirigenti, skladatelji, pisatelji, Prešeren, pa Cankar, pa tele, to so bili vsi po gostilnah. In smo v internetu noben niti še razmišljali. Se pravi, medijski prostor in križišče vseh informacij je bilo v gostilni. Se še tudi, mogoče 30-40 let nazaj, so vaške gostilne bile pravzaprav prostor, v katerem se je trgovalo, v katerem se je vedlo, kdo bo kakšno kje poklical ali pa tako, bo šli fantje malo vprašati, če kako je s puncami in tako. Se pravi, danes imamo za to Facebook in podobno, pa se da to lažno komunicirati. Ni treba biti prav to direktno v tem stiku. Vendar, ko je Tito v bistvu videl, da je v gostilni več stvari pokritih, torej, da tam pridejo umetniki, da je v gostilni lahko moč seveda tudi kakšno slišati pametno, potem se je moral nekako infiltrirati v ta prostor. V Zagrebu je dolgo časa delal v kavarni, kjer so hodili seveda gospodje mojstri iz gledališča, opere in na koncu, ko so že seveda vsi veselo tam obsedeli, jih je Tito tudi kakšne stvari vprašal, pa rekel, ja, kako se pa tole naredi, kako je pa ono, kako je tretjo, pa so bili tudi kakšni plesni mojstri, veste. Pa rekel Tito, pa kako to gre, to te korake. In on se je v bistvu to vse naučil, tako rekoč v gostilni, na tej ravni in tej stopni. Seveda kasneje nadaljeval. Ne bi pa rad stvari toliko poenostavljal, zato da ne bi mislil, da je pa imel gostilniško šolo. Ampak, ja. On je v bistvu tiste animatorje v gostilni potem vprašal, daj mi povej, kako bi jaz tole malo igral, ker je počas je to dejansko tudi igral. In informacija, ki ni tako iz trte zvita, ampak jo dejansko večkrat navajajo, je Tito se tudi dovolil, kot narcis, grandiozni, se je dovolil seveda tudi z angleško kraljico plesati več kot enkrat po protokolu. Pa je potem Filip rekel, mož je rekel, ja, viš ga, tale pa gre čez mejo. Na Brionih se je dovolil ples, oziroma 3-krat plesati s kraljico, kar je bil presedan v tistem obdobju. Vendar kraljica ni zavedla, ker je rekla, da je dober plesalec. In tudi kraljica je večkrat to omenjala in nekje celo v enih memoarjih piše, da je kraljica napisala, če je ta človek rojen bil v Kumrovcu, potem jaz nisem angleška kraljica. Ampak, ja, bomo probali še s kakšno DNK metodo dokazati, da je to to. Kraljice pa še dolgo zdravlja, tako da bo lahko prišla od tega dokaza. Torej, malo preskoka še v to sfero, kje je bil pa res dokazano grandiozen. Tito je v vseh stvareh, lahko rečem, pretiraval. Pretiraval je na najbolj osnovni stopni in to je v manifestaciji samega sebe. Namreč on nikoli ni prišel iz spalnice v tako imenovanem nočnem izdanju. Vedno je prišel iz spalnice maksimalno urejen, spedenem, zrihtan, v nulo. Druga stvar, ko je v bistvu pokazal nek interes do nečesa, potem je te stvari izpeljal tudi sam do konca. Oziroma je vztrajal, da so stvari resnično takšne, da jih nobeden nima, kot bi, recimo, jih vsak povprečen lahko imel. Ena izmed takih stvari je z moje izkušnje, ki vam lahko povem po dejansko ogledanem. V bližini seveda Fažane je ta otočje Brioni, kjer je veliki Brion in nasproti tega velikega Briona je Vanga, otok, katerega Tito sam, da tako rečem, najprej s tistim pedalinom preveslal in tako kot pravi kustos na tem otoku, je rekel, da je ta prvih 50 metrov tudi sam tistega dračja in grmičja sam posekal. Vendar na tem otočku je dejansko mali raj, ki ga je spremenil v privatno rezidenco, ki jo nihče na tem svetu nima. Takšno zagotovo ne. Ampak po njegovem okusu, ki vendarle kaže na neko kontraverznost v smislu tega minimalističnega in
grandioznega. No, moja prijateljica je bila tam in lahko to potrdi, kako se je zgodilo, da sem jaz prišel tja kot raziskovalec s nekimi variantami posebnih pooblastil na ta otok Vango, kjer sem v bistvu, lahko rečem, raritetno posnel ta območje, na katerem je Tito živel več kot 2/3 leta. Namreč, tam obstaja osrednja hiša, osrednji prostor, kjer se je on zadržal in v tistem prostoru imate več manjših, da tako rečem, soban ali sobic, ena izmed njih je slovenska soba. In v tej slovenski sobi je on preživel pravzaprav večji del svojega življenja. Sobica je pa mogoče tako velika, ker je to ta prostor. In tam noter je bila en Marlesov kot, ena postlana preklop, pa tisti paš, veste, da malo tako ponavljati po hišah, da vidimo, in gor so tiste male figurice, te kot suvenirčki. In Tito se je v tistem prostoru počutil najboljše. Tam je noter še en mehen kaminček in en od iskre tranzistorček in to je bil v bistvu njegov prestiž, ki se ga verjetno nihče ali pa noben od aristokratov v tem svetu ne more na tak način zamisliti. Ampak to je skrajnost Tita. Prav v tem vidim njegovo grandioznost. Seveda, nedaleč stran od tega je imel, oziroma tam še vedno stoji, ena vinska klet. Vinska klet, ki je, ko vstopite noter v zgornji del, tako vsaj velika kot ta prostor, na sredini je pa velik čeber. Ampak čeber je bolj kot neka konstrukcija, kamor je on pripeljal svetovne voditelje in jih je vprašal, pa koliko vi mislite, da je ovo bure ima litara vina. Oni zdaj pa študirajo in bojo adjutanti, spremljevalci, asistenti, to računajo, pišejo gor dol in zdaj vse to, veste, malo konusno narejeno, tako in oni to računajo. In seveda številke pada levo, desno, ko potem on reče, prav to, da je mi ključ, in njegov kletar je prinesel nek vitrih in je tam v neko luknjo noter, tako kakor v Grčo, dal tisti ključ, obrnil in odprl vrata in se je prišlo potem v tem očebru not po takih stopnicah, krožnih dolnih klet, v kleti pa spet identično velik prostor, kjer so noter zložene buteljke oziroma steklenično vino. Je rekel, sad izbrojite, koliko je litara vina v buretu. Finta, ampak hoče reči, je imel te finte tako izverno narejene, zastavljene, da je za proučevalca ali pa raziskovalca, koliko sem jaz to nekaj, kar je, lahko rečem, nepojmljivega. Zanimivost te kleti je bila tudi ta, kot rečemo v psihoanalizi, vedno te določena izkušnja nekaj nauči, oziroma te determinira in te uči, da te napake narediš, kot pravijo ljudski pregovor na osu, da samo enkrat naredi. No in v tej isti kleti je potem en manjši prostor, spet bi človek lahko rekel, da se moraš prav zdrenati, kjer so kamnite klopi in miza in potem vklesano na enem kamnu noter neki pregovori, recimo, ne vem, 5 litrov vina je en zajec, 5 zajcev je, ne vem, to, pa on, pa treči, da se pravi nek merilnik, tako kot so včasih imeli, koliko je kaj. In ta kustos Vitasovič je rekel nama, pravi, evo, tukaj, v ovom podrumu pravi, ovdje so se dizali največji krediti Jugoslavije. Prav tu, pač tu so se dogovarjali. In kot pravim zanimivost, zdaj pa iz tistega, kot smo rekli, da se na napakah učiš, iz te kleti je, kot sem rekel, na eni strani vhod skozi ta čeber, medtem ko na drugi strani je ukopano in izpeljano na drugi strani izhod. Se pravi, da če na eni strani priješ noter, na drugi strani lahko rečemo temu narekovaj zbežiš. No, tukaj lahko rečem, da je Tito imel seveda izkušnje iz tega, da je on moral vedno pred nekom bežati. Vključno s tem,
da so v Drvarju najdel varianto, da so ga potegnili, da se ni predal potem nacistom oziroma fašistom, oziroma Nemcem. Se pravi, Tita je izkušnja vedno napeljevala na to, da je imel, se reče temu, plan B ali rezervno varianto. No in še ena zgodba z Vange, ki je bila tudi zanimiva, pa mi je to povedal Žarko Petan, da je bil seveda zelo luciden in zelo bister. Namreč Frančišek Čap je bil sodelavec televizije Slovenija in so v bistvu za televizijo Slovenija prav na Vangi snemali film o Titu, dokumentarni film. In zdaj seveda stari sedi v tistem stolu, kadi cigaro in kamerman v bistvu snema. Čez en čas kamerman reče, stop, prav, moram da menjam film. Prav, ok, Frančišek Čap, ko režiser, prav, druže stari, prekidamo intervju, evo, samo da menja ovaj film, majstor. Menja ta film, stari spet kadi cigaro naprej, ker naenkrat stari reče, sad češ moram da menjati film. Oni kamerno gleda noter v glut in reče Frančišku Čapu, ja, res je, zdaj ga bom moral menjati. Zamenja film, spet ponovno in teče intervju naprej. Stari kadi cigaro in reče, sad češ morat menjati film. Oni gleda noter, vsi v redu, vse ok, in res mora menjati film. Zvečer ob večeri Frančišek Čap kljub vsemu se upa vprašati starega Tita, pravi, druže stari, mogo nešto da te pitam? Pravi, da, pitaj. Pa kako se vi poznate sad na to tehnologijo, na to filmanje, na to? A pravi, ja se ne poznam v to. Pravi, ja, taman, kad popušim cigaro, on menja film. Se pravi, da ni bilo glih stvar v tem, da se mora spoznati na tehnologijo. Imel je v bistvu zdravo pamet. No in še mogoče ena anekdota, ker med Vango in Velikim Brionom je ves čas seveda potekala ta kontrola, pa tudi premik Broza, se pravi Tita iz Vange na Veliki Brion, pa Fažano, pa Pulo, to on je imel skozi tam farker, to se je skozi vozilo, to vprašanje, denar ni bil vprašanje, tako je potem to šlo. In potem so enkrat zvečer, namreč Tita zvečer rad gledal filme, pol 8 zvečer je vedno bila projekcija filmov in po filmu je seveda stari imel tudi predavanje, malo daljše kot bo ta moj današnji. In ko so bili že vsi zmatrani na konci in zato, da bi čim prej šli spat, da starimo se ni da več spati, bi že gospod v letih, pa ga vse en oficer vpraša, pravi, druže stari, je bil zgleda tukaj nekje iz teh kraja, ker ga je tako vprašal, prav, a druže stari, kak bo, kad te ne bo? Prav, a kad me ne bo, nek se je bo. A veste, to zdaj en agent ruski ali pa oni polski ne bi sproduciral. Je treba le poznati tudi smisel vica ali pa humorja. Ampak to so v bistvu izvirni zapisi oficirjev, no med drugim tudi tega preimenovanega generala Krajnca, ki je seveda proučeval vse atentate na Tita. To zgodbo, ta del nisem jaz proučeval, ker se nekako ne navezuje na narcizem. Pa kljub vsemu, on verodostojno zapiše oziroma popiše 25 atentatov in tudi sam potem na predavanjih, kamor ga je povabim, pove, da je bilo tega tudi nekajkrat več. Se pravi, da je bilo lahko celo 50 in več atentatov oziroma poskusov atentatov na Tita, ki je seveda jih očitno preživel do svoje bitke smrti. Njegov narcističen karakter mu seveda tudi v tem kontekstu ni dovoljeval, da bi se smrti bal. Namreč on je v osnovi bil pa kljub vsemu globoko veren. To morda se sliši tako malo presenetljivo, ampak saj argumentacija v tem kontekstu, da je po drugi svetovni vojni hotel od kardinala Stepinca prav zahteval in dal nalog, da bi se hrvaška katoliška cerkev cepila od Vatikana, je bila Titova želja, ampak mu to ni uspelo, oziroma kardinal Stepinec je to zavrnil, zato je potem šel tudi v zapor, v Lepoglavo.
lahko bi bil pa celo likvidiran, če ne bi bil njegov brat, prvoborec, se pravi partizan in pa komunist. Pač tudi tako se je včasih živeli, svestna družina je imela 12 otrok, se rekli, 6 jih bo partizanov, 6 jih ne gre pa, ne vem, to med obrance, vse ne vemo, kdo bo zmagal. Ja, so bili ljudje pragmatični, ne? Zdaj, Tita je pa tudi to, a veste, presenetno, ne? Se pravi, da če ga je mama vzgajala v nekem krščanskem, katoliškem duhu, ne? Potem mu nekak boljševiki niso, seveda, ne prilivali olja na ogenj, zato da bi v tej smeri nadaljeval. Po analogiji tega religioznega je deloval tudi Stalin. Saj moji kolegi iz Rusije, ki so poročevali Stalina, so vedeli, da je v Stalinovih več objektih so se nahajali tudi kapele. Tako da Stalin je v obdobjih stisk tudi se zatekel v komunikacijo z velikim drugim, ne? Ali pač Rusi svetniki in tukaj to malo drugače poteka, ne? Ampak kljub samo pravim, Tito je ukinil religijo v Jugoslaviji zaradi tega, da ne bi prišlo do tega, kar smo videli od 91 do leta 2000. Videli smo 22 milijonov norcev, ki so se spopadali, ampak so glavno temeljili na religiozni podlagi oziroma na pretenzijah, ne? In tukaj so bili seveda močni vplivi, pa tudi frakcije znotraj partije, tako ustaške, četniške, da reče hrvaške, srpske, muslimanske pa v manjši meri, ampak on je znal to ustrezno pomiriti. Te strasti, največkrat pri tem so pa prevagali Slovenci. Saj v jugoslovanskem parlamentu je bilo tako, da se je v bistvu, ko se slovenska partija odločila o nekem ali pa opredelila do nekega problema, je v bistvu tisto prevagalo. Če je v bistvu potegnila s Hrvati, so premagali oziroma prešli Srbe, če pa je bila srbska opcija boljša, potem pa Hrvati niso nikakor bilo zraven. Tako da ta zgodba, ta igra je bila pa ves čas vodena strani Tita. No, Tito je, tako kot je znal manevrirati na jugoslovanskem prostoru, je znal tudi v okolju nevoščenja. No, to je pa, da tako rečem, epohalna, ampak res epohalna poteza Tita v smislu grandioznosti. Če samo malo na kratko, ker verjetno smo že dosti okrog. Torej, ta epohalni projekt, katerega se je on zamislil za Nehranja Daserja, zmeri so menjata še dva, čeprav ne dva, sta bila samo zaradi tega, so bili trije. To bi Tito v bistvu lahko mirno sam speljal že po vseh kartah, ali pa da tako rečem, po vseh papirjih, ki jih je imel kot legitimiteto, kaj lahko v bistvu počne sredi Evrope. No, ampak kljub samo, ker se mu je Indija dopadla, iz Indije je pripeljal zelo veliko tehničnih rešitev, recimo ozkotirno železnico, izgradnjo ladij, prehranjevalno industrijo, ogromno tega. Seveda, Nasr mu je pa prav prišel zaradi tega, da so se šli v vojaško industrijo. Tako da tukaj bi mi, če bi bil Janša malo starejši, bi celo rekel, da je bil v šoli tam nekje, da so se malo znali pokvarjati s tem orožjem. Ampak, pa je Egipt, pa Alžirija, in to so bile vse te države, kamor je Tito ogromno orožja plasiral, ogromno. Vojaška industrija v Jugoslaviji je bila vrhunska, puške Kalašnikov so delali v bistvu v Jugoslaviji boljše kot v Rusiji. Te se naše niso zatikale, rusko so se pa zatikali. To je sam vem, ker smo jih spodbavali v Viniči ali po knjimi. Ampak zdaj nazaj k tem epohalnem projektu. Ko je on ugotovil, moja domneva je pa takšna, da je imel v Maršalovem planu, to je bila neka za starejše, mogoče to ne bo taka nujna pojasnitev, za mlajše pa zagotovo. To gre v bistvu za neko listino oziroma zavezo po vojni, tako kot neka konvencija, v kateri seveda poražencu in zmagovalcu da določene napotke oziroma protokole, kaj se zgodi v primeru, če se zgodi nekaj narobe. No in Maršalov plan je bil nekaj takega, kjer je seveda Titu kot državniku, ki je bil na zmagovalni strani, dala neke protokole,
po katerih se lahko začne obnašati v primeru, če bi se zgodil recimo hipotetično primer, da Stalin morda pokaže pretenzijo, tako kot jo je, da bi Jugoslavija pasala v Varšavski pakt. No, ker je Tito imel, da tako rečem, te džokerje v rokavih, je tudi vedel, do kje se lahko stegne. In zato je ta njegov narcizem bil še toliko bolj, da rečem, potisnen ali pa nekak je imel toliko več energije, da v bistvu upelje v to zgodbo neuvrščenih držav še tiste, ki so bile države tretjega sveta nerazvite, ki so potencialno predstavljali nevarnost, da bi skoraj tako kot danes pritisk teh lačnih ljudi bil potem v razviti zahodni svet. Tukaj so Tita najdeli kot ustreznega trgovca, manipulanta, kako bi on v bistvu lahko ta dva bloka, ki sta bila ves čas konstantno v hladni oziroma vojni, torej vojne napetosti, tudi mu omogočili, da bi te, ki so postavljali še večjo nevarnost, na nek način pomiril. V moji knjigi seveda zapišem legitimno, pri tem seveda so tudi že neki gospodje, tovariši pokojni, potrdili, da je to res. Torej, Tito je imel dejansko največjo pravnico denarja na svetu. Denar je rabil zaradi tega, da so te nevrščene države dejansko bile pomirjene, da znotraj nekih teh držav ni bilo konfliktov, tako etničnih, nacionalnih, vojaških in takšnih drugačnih. Pri tem je pa Tito deloval na ta način, da je bil seveda posrednik pri premoščanju teh sredstev. Če ne v denarju, pa potem vsaj v storitvah, oziroma uslugah, oziroma v izdelavi. Torej, ko je počasi zveza iz 23 potem prišla na 126, danes imamo pa v Združenih narodih 200 držav, poleg 6, ki niso priznane, se pravi, je on skoraj 2/3 v tistem času držav na svetu združil pod isto idejo. In to, pravim še enkrat, je epohalni projekt, ki verjetno ne bo uspel nikomor več na tem svetu, v tej civilizaciji. Čeprav si lahko religije, razne ideologije zamišljajo to idejo, da bi lahko morda enkrat nekaj združili, kaže, da smo celo dlje od tega, kakor pa bliže. Se pravi, da ta epohalni projekt je imel zadaj tudi močne ekonomske zakonitosti, tako kot Freud pravi, obstaja pri človeku liberalna ekonomija, torej obstaja v človeku nek libido, neka fluidna substanca, ki v določeni transferni in kontratransferni obliki napaja več subjektov, če ne enega samega. In tukaj je bil Tito tisti subjekt, ki je posedoval to, da rečem, liberalno energijo. Ekonomija se je pa izvajala potem s temi odnosi oziroma simpatijami do vseh ostalih liderjev ali držav tretjega sveta, ali pa teh bližnjih, ki so bile še mogoče ne čisto opredeljene, zaradi tega, ker se jih druga svetovna vojna ni dotaknila. Nevoščeni so bili seveda ves čas v nevarnosti za to, da se znotraj morda zgodi puč, pri tem je bil seveda najbolj nevaren Castro. In leta 1979 se Castro, ko je že videl, da je Broz tako malo vetežen, že malo star, in v Havani se pripravlja konferenca, je bil že pripravljen, da dejansko na konferenci to prevzame. Z mojega analitičnega aspekta je bil, spet tako rečem, Lisjak, Tito, bolj pripravljen kot pa Castro, ki je bil pač vojaško nastrojen. Namreč Tito je prišel v Havano v beli obleki, v belih svilenih nogavicah in v belih čevljih. Castro je bil pa v tisti zeleni uniformi in takšen, kakršen je bil, popolni ordiner in brez vsake manire oziroma ljudnosti v odnosu. In kje ste vi videli, da bi starega človeka v beli obleki nekdo napadal? Jaz ne. Vse veste, tudi župnik je takrat, kadar je v najbolj tisti elementarni obliki je v belem. In takrat pravzaprav
največkrat vsi mi nezavedno delujemo na neki bolj spoštljivi ravni. Tudi vojak, če hoče. No, ne bi rad toliko psihoanaliziral te stvari, vendar bolj v pragmatičnem smislu lahko razložim, da je seveda Tito uspel na tisti konferenci z stoječimi ovacijami seveda izpeljati konferenci do konca in je postal dosmrtni voditelj neuvrščenih, žalostno, vendar resnično samo leto. Seveda leto zatem umre, v starosti 88 let. Predtem seveda imel pa lastno težavo kot narcis. Za tiste, ki ne veste, torej Tito je pač počasi začela odmirati noga z boleznjo gangrene in zdravniški konzilij ugotovi, da seveda edina možnost, da bi lahko preživel, je seveda rezanje uda in v tem primeru lahko se na nek način podaljša do življenja. Veste, tukaj smo pa v dilemi, tako medicinska stroka, kot mi, ki imamo pač znanje iz humanistike, ker pravimo, morda bi celo dlje časa živel z razmišljanjem narcističnega potiska, kot pa medicinskega pristopa. Namreč včasih je človek mentalno močnejši, kot pa v bistvu lahko fizično ga nekdo uniči ali umanjka, skrajša, kot hočete. Namreč Tita je verjetno v psihi bolj to ubilo, da on ni več popoln, da ni več cel. Zaradi tega, ker mu je ta narcizem pomagal, da je edino v celoti funkcioniral tako, kot je. Ko ga ni bilo več, ali da ga nekaj zmanjkalo, je on v bistvu se začel sesuvati samo sebe. To je v bistvu patologija, ki pri narcisih nujno v bistvu nastopi, v primeru, ko si sam več ne more pomagati. Vendar mu takrat tudi psihoterapeuta tega ne more. Namreč patološki narcisi, za razliko od teh, ki so tako grandiozno konstruirani, patološki narcisi, seveda, ko začnejo zgubljati, tako kot se je zgodilo Hitlerju, potem začnejo delovati avtodestruktivno. V tem primeru se začnejo sami uničevati. Nekateri celo začnejo sami s poškodovanjem telesa, potem začnejo z odpovedjo hrane in potem seveda telo samo se sesuje vase. Oziroma, če že toliko ne, če trpijo toliko daleč fizične in psihične bolečine, se potem tudi sami likvidirajo. No, Tita, po moji domnevi, celo lahko rečem trditvah, ga je prej uničilo to, kakor zdravniki, ki so mu hoteli pomagati na ta način, da bi mu v bistvu rešili se rezane noge napredujočo gangreno. Mogoče je ta kalkulacija pri Titu na koncu bila v njegovo škodo, vendar do takrat ves čas v njegov plus. Namreč, še eno primerjavo pa potem končam. Veste, voditi 22 milijonsko državo je tako, kot bi vodil multinacionalko. In Tito, ko je 45. leta prevzel tako imenovano multinacionalko, ki se imenovala Jugoslavija, je bil praktično 3 leta starejši, kot sem jaz danes. In jaz v mojih letih jaz ne bi multinacionalke prevzel, variante mi. Da pa to grandioznost oziroma to veličino predstavljamo še malo drugače. Voditi potem pa dvotretinsko svetovno populacijo, moraš biti pa genij. To je pa naredil pri 69 letih v pozni genitalni fazi. Takrat, ko nam že pravzaprav racijo na nek način že začne popuščati, ko leva možganska hemisfera ne deluje več prav racionalno, ampak se v bistvu začnemo opirati na desno možgansko hemisfero, kjer pač začnemo razmišljati bolj o imaginarnem, ne na to na simbolnem, ne. Je Tito kljub vsemu rutinirano vodil do svojega konca tudi to svetovno, da rečem, ideologijo, ki se imenovala nevrščenje. Pri tem je bil seveda izreden tudi v ekonomiji, čeprav vemo, da ga Kardelj ves čas ni podpiral. Celo več. Kardelj je celo enkrat ušel iz Jugoslavije, pa ga je obveščevalna služba potem najdla v Londonu. Čeprav je bilo rečeno, da je bil na nek polov malo zastreljen, pa so mu potem angleški kirurgi pomagali tisti šrapnel vzeti ven iz hrbtenice. Čeprav to ni bila
čisto resnica, ne? No in Tito je v bistvu znal to voditi tako na ekonomskem, političnem, pa tudi na gospodarskem nivoju. In če si zamislite, da je bil Tito star 88 let, ko je umrl, potem je z danes mojemu očetu reče, ki je star 78 let, mu reče, le stari, še 10 let fore. Si bil v gardi Titovi in ti se moš po svojemu vzorniku in liderju potem malo ravnati in obnašati, kar pomeni, da ne bi jamrati še najmanj 10 let. Pa sem že jaz letos bo 50, mi ni težko priznati. Ampak moram reči, če gledamo Tita, kako je on rutinirano vodil Jugoslavijo, več kot 30 let, potem mu treba res priznati, da je imel nekaj v sebi, kar je sam pri sebi rečem, da ni. Ostali boste pač sami vzemljeni. Mladi ima smo še možnosti. Tole je bilo moja krajša verzija predavanja. Za daljšo se lahko še ne smemo. Samo to za